Pozdravljeni, nahajamo se v eni izmed vrtnarij profesionalne vrtnarske družbe. Z nami je Marija. Marija, pozdravljena. Lep pozdrav. Nam zaupate, kaj bomo tokrat posadili v korito z vodno rezervo? Ja, tokrat bova zasadila eno senčno zasaditev. Lahko kar pričneva? Lahko, ja. Uporabila bova begonije, šardone, to so za senčno lego. Zraste nekje tam 30 do 40 cm. Te bova dala tukaj na sredino, tako da bom dala dve, ker to je korito, mislim, da 80 cm. Koliko rastlin sadimo v tako korito? Tam nekje 5 rastlin do 7 se lahko da, ampak mora biti potem pozorna, da bo potrebe tudi malo več po vzdrževanju, po zalivanju. Takole. Kaj je tole? Tole je streptokarp, to je tipična rastlina za senčne lege. Vidite, taka lepa modra barva, tudi trendovska letos. Tako da jo bova dala tukaj na sredino. Kakšna barva je še v trendu v tem letu? Rožnata, tako da imamo letos prvič dve moderni barvi, to se pravi modro in pa še rožnato. Tole imamo nekje za osnovo. Pri straneh bova dala rumeno listno pijavčnico, Lysimachio numularijo, Goldilocks, njeno latinsko ime. Uporabila bova dve rastlini, to se pravi na vsako stran po eno. Lahko še jaz kakšen posadim? Da, izvoli, tukaj še javor. Tako da na ti pijavčnice, tako skrajno na rob, tako da ima korito nekje en tak lep izgled. Naslednja rastlina, ki jo bova dala pa za ozadje, je pa kopriva, ta bronz varianta, take tople barve so zelo. In letos tukaj bova dala nekje na sredino po eno sadiko, ker kopriva se zelo uraste, tako da je tudi zelo... Pravi se bo močno razrasla. Močno to bo naredilo tukaj en tak grm in nam bo dalo nekje eno osnovo. Pri koprivah bi mogoče samo omenila to, da se jo lahko kar malo lomi, tako da bo šla lepo narazen, da nam ne bo naredila samo enega poganka. Če še enkrat pogledava kopriva za višino, kaj gre navzdol? Navzdol sva uporabila, to se pravi rumeno listno pijavčnico, ta bo zrasla kar precej dolga. Potem vmes begonija šardone, te bodo malo krajše, in pa tale nežni streptokarp v modri barvi, ki nam bo dal tudi nekje na sredini malo tiste potrebne dolžine. Na koncu uporabiva še dolgotrajna gnojila. Kakšna gnojila so to? To so ozmokot tablete, 5 do 6 mesečne. Evo, izvoli. Se pravi rahlo, koliko centimetrov? Dava kar na sprednjo stran korita, to se pravi na senčno, k vsaki rastlini kar po eno tabletko. Kako globoko? Kar tam nekje 2 do 3 cm, v bistvu v območje korenin. Za to korito potrebujeva koliko ozmokotov? Tukaj sva dala midva, mislim, da 5 tablet, kar po vsaki rastlinci, to se pravi 6 jih imamo, sva prav pomrdila. In dodamo še malo zemlje. Tako. Še nekaj me zanima, kako je z oskrbo tega nasada skozi leto? Ja, pri koritih z vodno rezervo moramo biti pozorni na to, da na začetku ne zalivamo v ta tulec, to se pravi zalivamo po vrhu korita. Zakaj? Zato, ker rastline na začetku še niso vraščene, to se pravi korenine ne pridejo do tal, v bistvu do dna tega korita. Nekje po 3 do 4 tednih, ko se nam to korito lepo uraste, pa začnemo zalivati tudi v tale tulec noter, tudi merilec je notri, tako da vidimo nivo vode in ga tudi spremljamo. Zdaj, ko se nam nekje nivo vode pade na minimum, to vidimo na tem priloženem merilčku, ki ga damo zraven, pa začnemo, potem na novo nalijemo vodo v ta rezervoar. Se pravi, hranila dodajamo v zalivalko in zalivamo... damo v rezervoar, tako. Zalivamo pa še vedno tudi po vrhu. Se pravi, eno tako gnojilo zadostuje kar za 500 litrov vode, če se ne motim. V bistvu ja, tam nekje 400 do 500 litrov vode, odvisno kolikokrat mi zalivamo, potem tudi prilagodimo malo koncentracijo. To se pravi, da je to kar zelo ugoden, cenovno ugodno. Zelo ugodno, ja, to je v bistvu najbolj ugodna varianta zalivanja in oskrбовanja. Bistveno bolj ugodno od tekočih gnojil, ki jih kupimo. Tudi to so bolj čista gnojila, tako da nam ne povzroča nobenih problemov ali ožigov pri rastlinah. Tako, zasaditev je končana. Marija, hvala za to krajši nasvet. Vam pa veliko cvetja na balkonih, terasah in povsod okrog hiše.